Pomoč žrtvam vojne v Ukrajini. Rekonstrukcija ceste in gradnja vodovoda v Žlebeh. V občinski blagajni rekordnih 25 milijonov evrov. Po opozarjanju sledi kaznovanje. Podhodi za varno selitev dvoživk. Regijska tematska razstava v Sori. Pustno rajanje brez kirurških mask. Ana Mariji Bron v Skandinaviji. Lepo pozdravljeni. Oči svetovne javnosti so že teden dni usmerjene proti Ukrajini in vojni, ki se odvija na evropskih tleh. Napad ruske vojske je povzročil nemir, ki ga v Evropi že dolgo nismo občutili. Vojna je povzročila begunski val, ki mu ni videti konca. Ljudje prihajajo tudi v Slovenijo in iščejo varno zavetje. Tudi v zbirski barki so svojo pomoč ponudili 3 Ukrajinkam, ki so pribežale pretekli vikend. Za našo televizijo je v razmerah v rojstni državi spregovorila Ljudmila Keršmanc, Ukrajinka, ki že 1,5 leta dela v barki in jo je v Slovenijo pripeljala ljubezen. Dogajanje spremlja vsak dan in je na vezi predvsem z očetom in prijatelji, ki sporočajo aktualno stanje. Poudarja, da so Ukrajinci pripravljeni na boj, hkrati pa se bojijo, kako daleč je pripravljen iti ruski predsednik. Več pa v pogovoru, ki smo ga posneli včeraj. Dogajanje v Ukrajini je pretreslo Evropo in svet. V pogovoru za našo televizijo je dogodke na ukrajinskih tleh osvetlila Ljudmila Keršmanc, ki sicer prihaja iz mesta Lvov, v Sloveniji pa živi dobro 1,5 leta. Zaposlena je v skupnosti Barka, sem pa jo je pripeljala ljubezen. Sem prihajala iz zahodnega dela Ukrajine, zaenkrat pa tam bolj varno, ampak ja. Verjetno imate tam družino, prijatelje, še se slišite, kakšna je situacija trenutno? Ja, imam tam družino, imam mojega ata, pa njegovo družino, pa imam veliko prijateljev, pa tako moje srce tudi zaenkrat, ja. In se slišite, komunikacija je vzpostavljena, je normalno poteka? Ja, vsak dan imam komunikacijo z atom, z atijem, vsak z 9 zjutraj pa zvečer. In tako novice berem, s prijateljicami pogovarjam se, socialne mreže pa dobro delujejo, pa lahko vsak čas, pa tudi vem, kdaj pa ima sireno, pa oni grejo v ta zaklonišče. In kaj pravijo, kako zdaj, verjetno so v šoku, kako sploh poteka tam en dan? Kako opisujejo dogajanje v Ukrajini? Različne je mesta, ki se veliko borijo, pa pol tam ima raketne bombe, pa je del, ki je pa moj ata, pa bolj tako, mislim, varno za enkrat. Pa je rekla, da se bojijo, pa ni panike. Ne bi rekla, da panike. Tudi veliko mojih prijateljev rekli, da bo do konca se borili, bo tja. In bi rekla, da veliko možov od mojih prijateljev, ali tako, kdo moški, kdo ne v vojski, pa brani na teritorijalna obramba, da brani svoje mesto, kar kdo želi, kaj kdo more. Dogajanje v Ukrajini spremlja iz ure v uro in situacija je negotova, vendar je narod enoten. Kot je poudarila naša sogovornica, verjamejo v demokracijo in zmago za svobodo. Številni prijatelji in znanci so se postavili v bran demokratičnim vrednotam. V resnici ta vojna že traje 8 let, zato ker napadla Rusija v 2014, ampak to bilo neki pogodbe, se bili pa nekaj delovalo, pa zdaj pa napadla in seveda tudi se bojim za mojih sorodnikov, nisem mirna, da oni tja, ampak v srcu sem mirna, da verjamem pa upam, da bomo zmagali in zmagala demokracija, ne bo zmagala totalitarna ali neka druga sila, moč. Kot je poudarila, ne gre le za fizične spopade, veliko je dezinformacij, gre tudi za informacijsko vojno, saj je neresničnih poročanj res veliko. Stanje v Ukrajini je resno, bojijo se razsežnosti ruskih napadov. Cilj ruske vojske je popolna podrejenost Ukrajine, to naj bi nakazovali tudi z uničenjem zgodovinskih obeležij in napadi na spomenike kulturne dediščine. Ja, bi rekla tako, da zdaj pa se velika vojna ne samo
v vojsku pa veliko medijska vojna. Pa jaz imam tako, da veliko mojih prijateljev, to pa je profesorji, pa glasbeniki, pa tako ja imam taki novice, sporočila, da to je resnične. In zdaj pa veliko poročil naredijo v angleščini, nemškem pa ruskom tudi, da bi bilo resnične poročila, pa jaz pa, koga poznam, pošiljam te novice, pa te sajte v socialnem omrežju, ki je pa resnični, ja. Vsaka pomoč je dobrodošla. V Slovenijo že prihajajo številni begunci. Prav pretekli vikend so se v prostore skupnosti Barka zatekle 3 Ukrajinke. A tudi tukaj v Barki ste sprejeli, mislim, da 3 Ukrajinke. Kako pa se je do tega prišlo? Tako prišlo, da tudi ena bila na Barki, prej delala, pa njena prijateljica in hčerka, pa tudi ta prijateljica ima ime Svetlana. Svetlana tudi ima 4 sinovje, ki šli v obrambo in se brani, pa ona se za 1 uro odločila, da bo šla, pa tudi tako, ker dala v torbico, s tem pa prišla. Dejansko je spakirala v torbico življenje in prišla. Ja. In kako so pripotovale, kako so mogoče opisale to pot? Pot res bila težka, zato ker na meji je veliko ljudi in vsako uro več in več, ampak res tudi veliko pomagajo, veliko prostovoljcev in na ukrajinski strani in na poljski meji, na madžarski meji veliko pomagajo, pa pripeljejo. Oni pa šli z avtom, pa trajalo 3 dni. Tako kot večinoma rabiš samo 1 dan. 11 ur rabiš iz Ukrajine do Slovenije. Zaključila je v precej optimističnem duhu, verjame v zmago svojega naroda in zmago demokracije. Vendar pa bo cena za to zmago visoka. Kot je še povedala naša sogovornica, nedolžnih življenj ne bo mogoče vrniti. In še informacija za vse tiste, ki bi želeli kakorkoli pomagati žrtvam vojne v Ukrajini. Vse informacije s seznamom nujnih potrebščin, ki jih potrebujejo, in tudi seznamom zbirnih mest v naši občini, kjer lahko date svoj paket pomoči, lahko preverite na občinski spletni strani. Gre za usklajeno akcijo, v kateri sodelujejo Karitas Preska, Pirniče in Smlednik ter krajevni odbor Rdečega križa. Zbirna mesta bodo na sedežu teh humanitarnih ustanov. Trenutno pa se zbirajo predvsem higienske potrebščine, vse za prvo pomoč in hrana. Vse koordinira civilna zaščita Medvode, ki bo prevzela logistiko, da bo vaša humanitarna pomoč dejansko prišla v prave roke. Ob vseh teh dogodkih smo skoraj da pozabili na Svetovni dan civilne zaščite 1. marca, ki je sicer namenjen tudi pohvalam in priznanjem. Bronasti znak civilne zaščite Republike Slovenije je letos prejel javni zavod Sotočje Medvode, srebrni znak pa Janez Kajzer, član medvoškega štaba civilne zaščite, sicer pa močno vpet v prostovoljno gasilstvo. Več o nagrajencih pa potem, ko bodo priznanja tudi podeljena. Kratka statistika načrtovanih gradbišč letos. Decembra je župan Nejc Smole podpisal pogodbo z izvajalcem za gradnjo brvi in kolesarske steze Medvode Pirniče Vikrče. Po njegovih besedah gre za enega najlepših projektov letošnjega leta, v vrednosti krepko prek 2 milijonov evrov, skoraj polovico pa da Evropa. Dela potekajo. Konec januarja je skupaj s prostovoljnim gasilskim društvom Zgornje Pirniče podpisal pogodbo za gradnjo novega gasilskega doma, vrednost projekta krepko preko 1 milijon evrov. Lopato pa bodo zasadili v soboto. Prejšnji teden je podpisal pogodbo za izgradnjo prizidka k vrtcu v Valburgi. Gre za enega najbolj nujnih projektov v vrednosti dobrih 800 000 evrov. In podoben znesek je bil zapisan tudi na pogodbi za rekonstrukcijo ceste in gradnjo vodovoda v Žlebeh, ki jo je v ponedeljek podpisal s Petrom Kukovičem, direktorjem podjetja Lavako, ki bo izvajalec del. Da gre najbrž za eno najbolj pričakovanih in tudi najbolj potrebnih obnov ceste in da je bila prehojna že trnova pot, da so pred 30 leti na cesti Seničica Žlebe Malenšek sploh dobili protiprašno prevleko.
In tista protiprašna preplastitev, ki je bila takrat narejena, je dejansko še kar dobro zdržala, čeprav danes je v resnično zelo žalostnem stanju. Kaj načrtujejo? Rekonstrukcijo dobrega kilometra ceste na odseku od podjetja Hit Prelez do Malenškove domačije in razširitev ceste na 5 metrov s pol metra bankine ter pločnikom v širini 1,20 m. Načrtujejo tudi rekonstrukcijo cestnih priključkov, obnovo 200-metrskega odseka ceste v Žlebe proti teniškim igriščem in izgradnjo dober kilometer novega javnega vodovodnega omrežja iz nodularne litine in vgradnjo 4 nadzemnih in 8 podtalnih hidrantov. V projekt se bo vključil tudi Telekom z gradnjo odprtega optičnega omrežja. V postopku javnega naročanja je občina prejela 7 ponudb. Dela pa bo izvedlo podjetje Lavako, ki je podalo najugodnejšo ponudbo v vrednosti 818 000 evrov. Zdaj upam to reči, ko podpisujemo pogodbo, da v hiši smo se bali, da bojo ponudbe še višje. Tako da, ko smo videli, da vas je bilo 6-7, smo bili tele ponudbe oziroma te številke tako velike številke nikoli nismo veseli, ampak glede na obseg projekta se nam je zdelo, da smo še kar v redu številko zadeli. Direktor podjetja Lavako, ki trenutno gradi tudi kolesarsko povezavo Medvode Pirniče-Vikrče, se je zahvalil za izkazano zaupanje tako občini, predvsem pa sodelavcem. Da smo uspeli sestaviti eno sprejemljivo ponudbo, bili v izboru, kot je že gospod župan povedal, 6 ponudnikov, pripoznani kot najoptimalnejši, se pravi najnižjo ceno. Lavako s svojo dolgoletno, namreč že 25-letno prisotnostjo na slovenskem tržišču, jaz mislim, da je dovolj veliko zagotovilo, da bojo roki in kvaliteta, kot jo znamo v podjetju Lavako spoštovati, pripoznana tudi na strani občine Medvode in v splošno zadovoljstvo občanov v enem kratkem, pametnem, dogovorjenem roku tudi sama investicija predana v uporabo. Z deli bo izvajalec pričel že v mesecu marcu, zaključek pa je predviden do jeseni. V zadnjih časih se namreč dogaja, da ljudje najprej si zelo želijo ene investicije, ko do investicije pride, so pa tudi blazno slabe volje, ki se dela. Tako da vedno, dostikrat rečem, zaenkrat, če nismo pogruntali Wi-Fi optike, Wi-Fi elektrike in Wi-Fi pločnika, kjer bi ga lahko zgradili, brez da bi na terenu se kaj poznalo, tako da tega pol leta, ko bodo dela intenzivno potekala, bo tudi dostop mestoma moten. Tukaj imamo eno srečo, da Žlebe imajo praktično na nek način se da okrog prideti. Zasluge, da je bilo možno končno podpisati pogodbo z izvajalcem del, smo le pripisuje tudi gradbenemu odboru. Gradbeni odbori so bili v naši občini včasih neka samoumevna stvar, ko pa gredo leta naprej in ko se v družbi razrašča egoizem, se pa gradbeni odbori kar nekako odpadali. Tako da razen na cesti v Žlebe, jaz zagotovo toliko aktivnega gradbenega odbora ne poznam nikjer v naši občini. Gradbeni odbor že 17. leto vodi Boštjan Štrukelj. Moram reči, da je zelo pomembna infrastruktura, ki dejansko prihaja v vas Žlebe. Hkrati pa v bistvu zahvala vsem ljudem, ki so bili pripravljeni odstopiti svoja zemljišča. Tukaj je bilo v bistvu na nekaterih delih res velik del pridobljenih zemljišč, nekateri so dali tudi več kot po 1000 metrov zemlje, v bistvu samo za cesto. Hkrati v bistvu zahvala v bistvu tudi članom gradbenega odbora, zaradi tega, ker so v bistvu toliko požrtvovalno zbirali v bistvu vsa soglasja se. Vsa zemljišča smo odkupili, cenik je bil za vse enak. Dejstvo sicer je, da 100-odstotnega soglasja na tem projektu še niso uspeli doseči in da je tudi zato občinski svet na predzadnji seji sveta dal zeleno luč za začetek postopka razlastitve enega od lastnikov zemljišč, potrebnih za izvedbo del, saj so se vse predhodne možnosti za dogovor in sporazum, kot zatrjujejo v občinski upravi, izjalovile. Da pa je razlastitev vendarle, tako smo le, najbolj črn možen scenarij. Jaz še vedno verjamem, da zdaj, ko bodo ljudje videli, da je šla stvar naprej, da se je pogodba podpisala, da se dela začenjajo, da bojo razumeli pomembnost tega projekta, mogoče tudi pomembnost tega trenutka, ker ponavadi je tako, da to večkrat rečem pametnim ravnateljem, pametnim predsednikom krajevnih skupnosti in članom gradbenih odborov v vašem primeru, ko je občina tam, takrat jo drž. Potem je vprašanje, kdaj spet pride v krog. V nasprotnem primeru, da do soglasja ne pride, postopek razlastitve pa še ne bo zaključen,
Potem bo, tako kot smo že v obvestilu, potem bo pločnik na določenih mestih prekinjen. Seveda tukaj govorimo, kadar ne ogrožamo prometne varnosti. Cesta bo v kompletu izvedena tako, kot je treba. Vzrok, zakaj ni bil projekt, tako kot je sedaj že v navadi, predstavljen krajanom, tiči ravno v dejstvu, da ima že dolgo brado. Gradbeni odbor, ki ga vodi Boštjan Štrukelj, je bil namreč imenovan pred 17 leti prav na zboru krajanov oziroma lastnikov zemljišč, ko jim je bil predstavljen projekt, ki je imel že takrat več kot 10-letno zgodovino. Načrt pa rekonstrukcija ceste najkasneje leta 2009. Dejstvo pa je, da so prvi del rekonstruirane ceste in še to le do podjetja Hitpreles dočakali šele leta 2014. Takrat smo prvič poročali tudi o tem, da je občina enemu od podjetij, torej Hitprelesu, poslala v podpis pogodbo o sofinanciranju rekonstrukcije ceste v višini slabih 30.000 evrov. To naj bi bilo nekakšno poplačilo občinskemu svetu za večkratne legalizacije črnih gradenj tega podjetja. Že takrat pa smo morali poročati tudi o problematiki pridobivanja soglasij. Do letos je bilo za ta projekt že porabljenih skoraj 440.000 evrov, v letošnjem proračunu jih je načrtovanih nadaljnjih 865.000, v načrtu razvojnih programov pa jih je še za 450.000 evrov. In zato že sledeča želja. Hkrati pa v bistvu tudi se nadejamo potem nadaljevanje ta drugega dela, se pravi v bistvu zdaj odsek do Malanška, in potem še naslednji odsek naprej do Petača in čez Petačev klanc, ki pa upam, da sledi v bistvu tudi temu delu zelo hitro, tako da, kot je župan rekel, dokler je občina na terenu, držtejo. In ker je to hkrati tudi projekt vodooskrbe, je bila na popisu izrečena še ena želja. Verjamem, da bomo ta vodovod potem tudi potegnili še od Hitpreles naprej proti Seničici. S tem bomo uresničili eno željo oziroma eno strategijo, ki smo jo zastavili leta 2016, ko smo v Žlebah izgradili javni vodovod na Stežci. Tam en majhen medklic, seveda bomo veseli pomoči krajanov še, da dobimo mikrolokacijo za vodohram, ker ti vemo, da trenutno se vodovod napaja samo s pumpo iz Knavsove smreke, tako da tam je ena nujnih investicij v prihodnje zagotoviti prostor in pa izgraditi vodohram, ki bo zagotavljal nemoteno vodooskrbo. In zakaj se sočasno ne gradi tudi javno kanalizacijsko omrežje, ker kot meni Smole, Žlebe s svojimi aglomeracijami kot razloženo naselje niso predvidene za opremo z javno kanalizacijo, kljub nasprotnemu mnenju iz analiz variant javnega podjetja Voka Snaga. Kjer javno podjetje sicer meni, da bi bilo v določenih primerih, recimo ravno tukaj le dol, bom zelo po domače povedal, da si bomo znali predstavljati med Hitprelesom pa med Brodnikom mogoče umestiti čistilno napravo, ampak po našem mnenju, ali pa če hočete, da ne bom govoril o stroki, bom govoril samo o politiki, govorimo o absolutno premajhni čistilni napravi, da bi oziroma območje, ki bi gravitiralo na njo, je premajhno. Mi ne moramo celih Žlebov pripeljati na to čistilno napravo. Če se bo delalo PE do 50, se pravi, če se bo delalo čistilne naprave do 50 PE-ov, potem predlagamo, da jih to deli Žlebov delajo zase, če se bodo to ljudje lahko dogovorili, drugače pa v MKČN-je. To je moje stališče. Če bi, kot rečeno, če bi vprašali tukaj naše javno podjetje Voko, je njihovo stališče drugačno, je pa res, da nekaj je strokovno stališče, nekaj pa realno življenje. Da to območje bo z naslednjo spremembo uvrščeno v odlok za sofinanciranje MKČN-jev. Po obstoječem pravilniku gre za nepovratna sredstva v višini 50% nakupne vrednosti ustrezne male komunalne čistilne naprave oziroma za subvencijo v višini do 1500 evrov. Žal doslej ni bilo podeljenih prav veliko subvencij, v povprečju 4-letno, čeprav je vlog več, vendar so bile zavrnjene. Običajno prav zato, ker so se stanovanjski objekti nahajali na območju, kjer je po obstoječem programu še predvidena izgradnja javne kanalizacije. Obetajo se torej spremembe predvsem za krajane Žlebi in tudi Golega Brda. Nasvet torej ostaja. Hranite račune, saj boste subvencijo za nakup male komunalne čistilne naprave lahko uveljavljali tudi za nazaj. Ker občina Medvode torej pri svojih investicijah, predvsem pri širitvah cest, pogosto posega na zemljišča v lasti, privatni lasti in ker nekateri lastniki niso pripravljeni prodati svojih zemljišč, ampak želijo zemljišča zamenjati za drugo zemljišče,
Podobno je tudi pri prej omenjenem projektu. Ta potrebuje določeno kvoto ustreznih zemljišč za menjavo. Zato se občina na vse lastnike gozdnih zemljišč obrača z javnim pozivom, da oddajo svojo informativno ponudbo za prodajo gozdnih zemljišč na območju naše občine. Prednost imajo tisti, ki imajo gozdna zemljišča v katastrski občini Žlebe. Vse za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Upajmo sicer, da se z obnovljeno in razširjeno cesto ne bodo pojavile tudi višje hitrosti vozil in posledično želje po hitrostnih ovirah. Za varnost na cestah in red na parkiriščih na območju naše občine zadnja 2 meseca že skrbi medobčinski inšpektorat in redarstvo. Redarji opažajo, da še vedno veliko občanov in obiskovalcev ne upošteva modrih parkirnih con, ki so namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju do 2 ur in so v Medvodah vzpostavljene od leta 2017. Zato ne pozabite na obvezno označevanje ure prihoda na vidnem mestu s parkirno uro ali zapisano na listu papirja. Modre cone so označene na naslednjih lokacijah: pred knjižnico Medvode, ob Medvoški cesti, pri tržnici, ob cesti ob Sori, torej pri pošti, ob kulturnem domu Medvode in zdravstvenemu domu Medvode. Za vse, ki še nimate parkirne ure v svojem vozilu, pa jo lahko brezplačno prevzamete bodisi v recepciji občine Medvode, v Ticu na železniški postaji Medvode ali knjižnici Medvode. Redarji so zaenkrat še opozarjali, v kratkem pa bodo začeli tudi pisati kazni. Tudi mobilni radar zaenkrat še ne opravlja svoje naloge na območju naše občine, čeprav je že pri nas. Trenutno nas za prehitro vožnjo kaznujejo le policisti, kmalu pa se jim bodo resda pridružili tudi redarji. Malo za šalo, pa tudi zares. Na zadnji seji občinskega sveta ob obravnavi rebalansa za letošnje leto smo slišali sledeče: pričakujemo več sredstev iz naslova tovrstnega kaznovanja. In zakaj je bil po letu dni potreben rebalans, torej popravek proračuna za letošnje leto? Odgovor je, na srečo predvsem zaradi višjih prihodkov v občinsko blagajno, kot smo jih sprva pričakovali. Prihodki se namreč povečujejo v primerjavi z načrtovanimi pred letom dni za kar 19% oziroma znašajo dobrih 21 milijonov evrov, čemur je potrebno dodati še dobre 4 milijone evrov prenosa iz minulega leta, ker se kakšna izmed investicij še ni začela ali pa ker bo poplačana šele v letošnjem letu. Normalno, nemogoče je, da bi pravzaprav tempo investicij v vsakem letu tako natančno ocenili, da tega ne bi bilo. Hvala Bogu, da je. Več sredstev, kot je bilo načrtovano v lanskem letu, je predvsem iz naslova povprečnine oziroma glavarine. Ta je v letošnjem letu 645 evrov na občana, kar skupaj znaša prvič krepko čez 10 milijonov evrov. To pomeni, da nekako, tako kot je večkrat slišati, kako se v Medvode priseljuje preveč ljudi, da imamo težave, po drugi strani vidimo tu zdaj dobro plat tega. Kar 10,300 tisoč. V občinsko blagajno se bo nateklo tudi več evropskih in državnih sredstev, kar 2 milijona 300 tisoč, med drugim tudi prvih 183 tisoč evrov od skupaj več kot 860 tisočakov, kolikor jih je namenjeno za komasacijo in aglomeracijo v krajevni skupnosti Smlednik. To je denar, ki ni naš. To je denar, ki je priborjen iz skladov Evropske unije in pa z državnega proračuna. Čestitam vsem, ki ste delali na teh področjih. Javorška pa je navdušil predvsem podatek, da je kar 57% odhodkov investicijskih. To pomeni po domače, da 57% denarja, ki ga razdelimo, v tem primeru razdelimo za investicije. To je fantastičen podatek. Lado Vidmar je na ta podatek pogledal še z druge strani, z izkušnjami, ki jih ima kot član gradbenih odborov ob zbiranju soglasij za kakšen skupen projekt, da se občani premalo zavedajo, da gre za skupno dobro. Prosiš pravzaprav ljudi, ki so ob cesti, ob vodovodu, ob kanalizaciji, ob vseh infrastrukturah, to, da bo za njih dobro. In če nekdo kalkulira, zdaj bom pa dal 5 kvadratov zemlje in zaslužil 20 tisoč evrov. Vedno so zadnji, mislim, da je prvi pomislek, zdaj mi bojo zemljo vzeli. Potem drugi pomislek, mater, koliko pa jaz lahko za to dobim. Noben pa ne pomisli, da bi vprašal, a jaz lahko še kako pomagam. Pa sej to gre za nas, krajane, in poglejte, vsi rabimo vodovod.
Vsi rabimo elektriko, ampak to ni občinska stvar, hvala Bogu, če ne imeli še večje težave. Vsi rabimo ceste, kanalizacije se delajo. Ampak vedno se zgodi, da nekdo misli, da je lahko sam na svetu in da od nekje iz zraka prileti na svojo parcelo. Uroš Medar pa je pohvalil uravnoteženost proračuna. Pa ne mislim prihodkov, odhodkov, ampak proporce in če gledamo po občini in če gledamo po dejavnostih, se mi zdi tokrat, pa ne samo tokrat, se je bilo že v preteklosti enako, ampak se mi zdi, da zdaj pa res se pazilo na to, da so vse stvari zastopane, se pravi in družbene dejavnosti in komunala. Več sredstev, kot je bilo načrtovano, naj bi se razdelilo tudi preko vseh javnih razpisov na družbenem področju, tudi na športnem in kulturnem. In še en razlog, zakaj je bil potreben rebalans proračuna za letos, vanje umeščenih še preostalih 25 projektov participativnega proračuna v skupni višini 244 tisoč evrov, ki še niso bili realizirani v lanskem letu. Člani društva Žverca sedežem v Škofji Loki nas ponovno že 15. zapored opozarjajo, da bodo organizirali pomoč dvoživkam pri varnem prečkanju državne, celo zelo prometne ceste skozi Hraše. Ko so leta 2010 prvič postavili tudi zaščitne ograje, so jih čez cesto prenesli celo 18 tisoč. Ves ta čas pa so opozarjali, da je to lahko le začasna rešitev. Ko ni bilo pričakovanega odziva niti strani lokalne skupnosti, niti države, so s postavljanjem zaščitne ograje prenehali. Samo akcijo prenašanja žabic čez cesto, ki je zaradi vremenskih sprememb znala potegniti se na 2 meseca prostovoljskega dela, pa vendarle še nadaljevali. So bili pa lansko leto nadvse veseli, da je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vendarle predstavila idejno zasnovo projekta za ureditev podhodov za dvoživke. Zala Prevoršek iz društva Žverca, sicer naša stalna sogovornica, ko poročamo o akciji Pomagajmo žabicam, pravi, da je bila z idejno zasnovo projekta za ureditev podhodov za dvoživke na skoraj 2-kilometrskem odseku ceste v Hrašah in z ostalimi načrtovanimi ukrepi zadovoljna. In ja, lansko leto spomladi nam je bil predstavljen ta projektni plan, ki seveda že v osnovi bil narejen na naših predlogah, ki vseeno pač strani ljudi, ki imajo izkušnje z terena in to je tudi smiselno, tako da lepo, da so se glede tega tudi obrnili na nas. In ja, projektni predlog je bil dobro izdelan, že osnovan, potem smo šli skozi na terenu skupaj. Sva s kolegico Moniko podali še nekaj dodatnih predlogov, ki so bili vsi upoštevani, tako da tisto, kar je bilo nam predstavljeno, je izgledalo zelo v redu, ja. Zadovoljna je bila tudi z obetom Direkcije za infrastrukturo, da bodo podhodi realizirani še letos. Ja, no zdaj glede na izkušnje, kako hitro vse skupaj poteka v kakršnikoli vezi s temi našimi državnimi inštitucijami, me je zdaj pa že izučila, da se to definitivno ne bo premaknilo tako hitro, kot so rekli, žal. Tako da plan je bil za izgradnjo že letos, leto 2022, seveda, ker se ni nič premaknilo, sem jih vprašala in jih 14 dni nazaj, kakšen je potek in menda, da naj bi se zdaj zadeva zamaknila na leto 2023. Občina Medvode je idejno zasnovo projekta predstavila tudi krajanom oziroma lastnikom tangiranih zemljišč in ga objavila na občinski spletni strani. Udeležba je bila kar velika, naknadno pa smo potem do konca meseca maja prejeli 7 pobud pripomb lastnikov zemljišč. V kakšni smeri gredo pripombe oziroma kakšno je razpoloženje recimo krajanov do tovrstnega projekta? Pripombe so bile podane bolj v smislu predlogov, kako bi se zadeva lahko bolj učinkovito uredila na terenu in se nanaša predvsem na lokacije ali pa število priključkov na državno cesto, ki gre na relaciji Zbilje-Hraše. Potem je bilo nekaj pripomb glede ureditve meteorne kanalizacije in same postavitve ograj, ki preprečujejo oziroma omejujejo te prehode dvoživk. Ste mogoče dobili že kakšno povratno informacijo, bodo te pripombe tudi vključene sedaj v celoten projekt?
smo prejeli in so pripombe oziroma pobude smiselno upoštevane v sami projektni nalogi. Tudi nam so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo sporočili, da so pripombe in predloge smiselno umestili v idejno zasnovo projekta, torej v projekt podhodov za dvoživke. Izvedeni morajo biti tako, da ne motijo ljudi, ki živijo tam, se pravi, nikakor ne more biti to zdaj nekih šteng tam ali pa nekaj neprehodnega, in zdaj, kakor so nam kazali te projektne plane, je to zelo tako nemoteče. Vsaj na papirju bilo. Tako da, če bo tako narejeno, bo super. Pa seveda morajo biti narejeni tako, da so funkcionalni, se pravi, da dvoživke lahko prečkajo cesto v obe smeri, ne samo eno stran. Kot primer slabe prakse Prevorškova navaja izvedbo podhodov za dvoživke na Škofjeloški obvoznici. Tam je še zmeraj poln povoženih dvoživk in narejeni so žal tako, da dvoživke, ki grejo enkrat v vode, ne morejo nazaj. Že sicer meni, da krajani ne bi smeli biti zaskrbljeni, da jih bodo podhodi kakorkoli motili, če bo le projekt izveden tako, kot je bil sprva predstavljen. In kdaj bo to? Kot rečeno, na Direkciji za infrastrukturo za letos obljubljajo torej projektno dokumentacijo za izvedbo del in njeno recenzijo, potem pa sledi parcelizacija, odkupi potrebnih zemljišč, pred samo izvedbo pa je potrebno z občino Medvode skleniti še sporazum o sofinanciranju. Tako v Direkciji za infrastrukturo se gre za državno cesto. Na bolj konkreten odgovor, kaj to slednje pomeni, pa še čakamo. Prav v tem obdobju, ko smo iskali odgovore na prej zastavljeno vprašanje, je bila na medije posredovana novica, da so sodelavci projekta Life Amfikon skupaj s številnimi deležniki pripravili drugi letni pregled stanja dvoživk na cestah. In ko smo na Center za kartografijo flore in favne naslovili vprašanje, zakaj ni podatkov tudi za stanje dvoživk v Hrašah in kako vendarle kaže, saj smo že poročali o tem, da je dvoživk iz leta v leto manj, kot razlog pa navedli tudi dejstvo, da se mlaki spreminjata v ribnik in kaj ribe pomenijo, zares vsi vemo, in dobili smo napotek, da se za odgovor obrnemo kar na društvo Ževerca. Niti slutili pa nismo, da ima ta podatek svoje ozadje. Je pa razlog zgolj ta, da mi kot prostovoljci popolnoma na prostovoljni bazi garamo res vsako pomlad 2 meseca od leta 2008 naprej. Zbiramo številke, vzgajamo mladino, informiramo ljudi, vabimo prostovoljce na teren. V bistvu se je ta akcija res razpasla po celi Sloveniji, zgolj na prostovoljni bazi. In da se pač potem prijavlja neke evropske projekte, za katere se dobi sredstva, zato da se postavi spletno stran z lokacijami črnih točk za dvoživke, za osveščanje ljudi in podobno. Pač meni se to mogoče ne zdi glih na mestu, glede na to, da mi to prostovoljno furamo že, 14 let zdaj, in ne želimo teh podatkov prodajati. Te podatki so bili zbrani zato, da bojo uporabni naprej v recimo točno zato, da se izgradi podhode, se pravi, da ciljamo na neko dolgoročno rešitev. Ali če povzamemo, evropski denar naj se raje porabi za rešitve, kot so na primer podhodi za dvoživke, ne pa za podvajanje dela prostovoljcev. Dejansko so člani društva Žverca, ki ima sedež v Škofji Loki že leta 2008, prvič samoiniciativno organizirali pomoč dvoživkam pri varnem prečkanju državne ceste, ko se iz gozdnega habitata Velikega in Malega Griča napotijo v Hraški mlaki. Prav člani društva Žverca so k sodelovanju, poleg prostovoljcev in lokalne skupnosti, že pred leti privabili tudi Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Center za kartografijo flore in favne. Čeprav je bil odziv slednjih, tako Prevorškova, zanjo nesprejemljiv. Jaz sem takrat leta 2008 hotela nekaj narediti, ker tam je bila res grozljivka na cesti in sem za informacijo klicala Center za kartografijo flore in favne in so meni tam rekli strokovnjaki, da nima smisla iti dvoživke prenašati, da ne bomo nič naredili. To je bil
tega ne bom nikoli pozabila. In se nekaj pač, ok, se s tem ne strinjam, gremo vse in nekaj narediti. Ves čas pa so v društvu Žvec opozarjali na to, da je postavitev začasnih zaščitnih ograj v času, ko dvoživke prečkajo cesto in njihovo prenašanje čez cesto le kratkoročna rešitev, dolgoročna pa le podhodi. Sami so s štetjem prenesenih žabic po odsekih pridobili podatke, kje bi bili podhodi smiselni oziroma nujni. Ko ni bilo pričakovanega odziva niti strani lokalne skupnosti, niti države, so s postavljanjem zaščitne ograje prenehali. Samo akcijo prenašanja žabic čez cesto pa vendarle še nadaljevali. Čeprav smo na to stalno opozarjali, da mi delamo to zaradi tega, da bomo pač nekoč tam podhode videli, ne da bomo mi zdaj žabe prenašali vsak let, ker to je blazno naporno. Pa tudi problem je v tem, vseeno mi opažamo spremembe v vremenu, prehitre utoplitve, se pravi, prehiter se začne selitev in potem te žabe kapljajo po 2 meseca in tudi ti nimaš vedno na voljo prostovoljcev. Pač res je naporno. Kaj zdaj v zadnjem času, recimo, ko mi to delamo brez ograj, ki jih ne postavljamo več, tam je 3000 na eno selitev jih prenesemo, kar jih preštejemo. Se pravi, ne smemo, zdaj glede na to, kakšna situacija je, pa če so res ribe noter, mi še vedno bomo reševali, prenesli čez, kar bomo lahko, se pravi, smo se pa res fokusirali na to, da se osvešča mladino, da se poskušamo predsodke zmanjšati pri ljudeh. In res imamo take izkušnje, da ljudje, ki pridejo prostovoljno pomagati, se vračajo. Sploh otroci so neverjetni in se mi zdi, da se veliko naučijo, da je to res ena popotnica za življenje. Hraški mlaki sta bili sicer tudi sestavni del LAS projekta Zgodbe naših mokrišč, katerega cilj je bil izboljšanje njunega stanja in postavitev manjše infrastrukture za opazovanje in doživljanje narave. Morebiten izlov rib, ki bržkone najbolj vpliva na manjši zarod novih dvoživk v mlakah, pa so partnerji v projektu, med njimi strokovni partner Zavod Republike Slovenije za naravo, ocenili za prevelik finančni zalogaj. Glede na to, kakšno je vreme, kdaj pričakujete tiste res prave letošnje selitve? Letos je, kar se vremena tiče, v bistvu super vreme, tako da to po dolgem času. Mi radi vidimo v zvezi z dvoživkami to, da je dolg časa mraz. Ni fajn, da se utopli začetek februarja, pa da začne že vse cveteti, pa žabe čez lest, ker potem se vmes ustavi, pa pol je še sneg, pa vse zmrzne, to je pol grozljivka. Tako da ne, letos je mraz pa suho, tako da zdajle pričakujemo selitev množično v roku naslednjih 14 dni in takrat bomo pač tudi zelo veseli pomoči vseh prostovoljcev, ki najdejo vsa navodila za pomoč na naši spletni strani www.pomagajmo-zabicam.si, kjer so tudi vse lokacije, kjer se lahko pridružijo akcijam. Seveda je pa najbolj smiselno, da pomagajo na sebi najbližji lokaciji. Tik pred zaključkom redakcije, torej ko je bil prispevek že oblikovan, smo prejeli določena pojasnila strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Nič takega, kar bi bistveno vplivalo na njegovo vsebino. Gre za podatek, da je projekt izgradnje podhodov za dvoživke in ostali ukrepi na odseku v Hrašah ocenjen na reci piši več kot 600 000 evrov. Nadaljujemo pa lahkotnejše. Zahvaljujoč rahljanju koronavirusnih ukrepov, s katerimi živimo že 2 leti, so se tudi v Medvodah ponovno prebudile stare šege. Na pustni torek so tako v gostilni Lagastja po 2 letih ponovno priredili tradicionalno pustovanje. Čeprav se ukrepi rahljajo, so vseeno preverjali, ali imajo obiskovalci na sebi maske. Bolj kot kirurške so jih zanimale pustne. Da je bil dogodek še bolj pester, pa je bila na pustovanju tudi živa glasba. Skorajda domači Obers band. Po 2 letih življenja s koronavirusom se svet ponovno umirja in življenje se vrača nazaj na stare tire. V teh 2 letih smo bili marsičesa prikrajšani, med drugim tudi pustovanj. Sicer je tu stopil na pomoč javni zavod Sotočje, ki je letos že 2. leto priredil virtualno maškarado oziroma pustno delavnico, tako da so pustni nadobudneži vseeno lahko prišli na svoj račun.
Letos pa se na srečo ukrepi ponovno rahljajo, spet so dovoljena večja druženja in zabave, tako da so se v gostilni Legastija odločili, da bodo letos po 2 letih spet priredili pustovanje v živo. Danes je končno spet, se dogaja pač je pustovanje, končno je spet prišel, da je odprto, pust, ki ga 2 leti že ni bilo. Torej, mi smo zelo veseli, ker so pač to zadevo sprostili in da imamo spet lahko tako zabavo, kot je bila nekoč. Pustovanja se je udeležilo res veliko število pustnih mask, tako da so bile skoraj vse mize v gostilnih zasedene. Poleg individualnih mask pa se je pustovanje udeležilo tudi veliko število izvirnih in zabavnih skupinskih mask, ki so se potegovali za nagrado Naj maske. Mi predstavljamo 2 lovca, smo opozovali, smo šli na opozovalnica in smo streljali 4 košute. Lovski blagor, ne? Ja, tako, enega za salama, enega za golaž, enega za narezati, ta druga za naprej. Ja, mi smo pikapolonce. Invazija pikapolonc. Upam, da so domorodne, ne tiste tujerodnike. Ja, seveda, v glavnem vse. Mi imamo sneguljčico, palčki, pa čarovnica, ta najbolj dobra je pa čarovnica. Nekjer na omizju vidim zrezke, vidim pomfri, jabolka pa nesrečo ne. Fantak, poglej. Se raje ne bomo tega dotikali, Stropeno je, hudo stropeno jabolko. V gostilni Legastija so sicer vseeno upoštevali vse smernice NIJZ-ja, ki so v veljavi, a vseeno je bilo moč opaziti, da je vlada marsikatere ukrepe močno razrahljala, tako da je pustovanje pri Legastiji lahko potekalo skoraj enako, kot je potekalo včasih. To so opazili tudi gostje, ki so bili res zadovoljni, da se je lahko po 2 letih spet odvil tak dogodek. Ljudje so zelo zadovoljni, veliko jih je, skumi so po moje čakali, da spet odprejo te zadeve, da se sprostijo pa poveselijo. Zelo dober občutek, med tega sproščena zadeva, ampak to je življenje, gremo naprej. Divota, sam to smo čakali, mater vola. Odlično. Ja, super, zdaj po 2 letih smo se lahko spet malo prelevili, da pač spet uživimo ta pust v polni meri. V glavnem prinašamo tudi srečo, to moram povedati, pikapolonce, zdaj smo pač spet prišli, da zaživimo v sreči in brez korone. Prav gotovo si marsikdo od nas želi, da se obljuba pikapolonic uresniči in da bodo res prinesle srečo in odgnale korono. Morda si tega še najbolj želijo zaposleni v gostinstvu, saj je imela korona kriza res velik vpliv na njih, tako da mnogi še vedno niso prišli na zeleno vejo. Korona je dosti nas kar povozila, bom rekel, da se pač matramo po svojih močeh, da bojo ljudje nazaj prišli, ni pa še tako, kot je bilo, tudi malo so se odvadili, bom rekel, po gostilnah hoditi, mislim pa, da bo zalaufal, kaže že na boljše. A taki dogodki, kot je bilo pustovanje, ljudi ponovno vabijo, da se bodo počasi začeli vračati v gostinske obrate in da bodo na ta način pomagali, da bodo gostinci ponovno prišli na zeleno vejo. To je sigurno res, bolj je to tradicija kot kaj drugega, smo pa zelo veseli, da smo, bom rekel, ujeli to zadevo, žal pa pokopa pusta namo mogli izvesti, ker smo imeli pa premalo časa. Vremenska napoved za prihodnje dni sicer kaže, da maškare niso odgnale zime, saj je v nedeljo spet napovedan sneg. Vseeno pa močno upamo, da so maškare, če že ne zime, sedaj dokončno v večji meri odgnale koronavirus in da se bomo lahko prihodnje leto ponovno srečali na kakšnem večjem pustovanju. Pretekli petek smo bili povabljeni v Soro na zaključek druge postavitve regijske likovne razstave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Osrednje Slovenije. Razstava z naslovom Videz tipnega je namreč krasila galerijo Sora ves februar. Na zaključni prireditvi so se ob sprostitvi epidemioloških ukrepov po dolgem času lahko srečali tudi ustvarjalci. Na regijski izbor je bilo izbranih 45 del, med njimi tudi deli 2 Medvoščanov, Zorana Lesjaka in Andreje Eržen.
Regijska likovna razstava Osrednje Slovenije je na ogled postavila izbrana likovna dela, ki so nastala na osnovi 8. državnega tematskega razpisa v lanskem letu z naslovom Videz Stipnega. Dela je iz 8 območnih razstav izbrala magistrica likovne umetnosti Nuša Lapajne-Čurin in v izbor umestila 45 likovnih del. Sploh v Medvodah je zelo uspešna in skupina likovnikov v Kudu Zbilje, kjer delujejo trije mentorji, ki so akademsko izobraženi in seveda rezultat se gotovo kaže tudi na naših razstavah, ta napredek, kakovost, ki je vedno skoraj iz leta v leto lahko rečemo boljša in ta radovednost, s katero potem se ti tudi ljubiteljski slikarji učijo, raziskujejo in delajo, pač slikajo ali pa kiparijo, kakorkoli. V Kudu Zbilje se vsako letno udeležujemo teh razstav, in to kar dost velikem številu. Recimo naša grafična skupina, mislim, da so kar recimo od 70% naprej, tako da se kar udeležimo. Fino je za same ustvarjalce, da vidimo, kje približno smo, da se tudi nekako malo podružimo, da malo komentiramo, da malo primerjamo zadeve, kaj so drugi ustvarjalci naredili, pa tako naprej, kako so se recimo lotali enake teme, na kakšen način. Razstava je odraz edinstvenega likovnega razmišljanja ustvarjalcev na izbrano temo. Tokrat je bila to Videz Stipnega. Na regijski izbor sta se tako uvrstili tudi deli dveh medvoških umetnikov, Zorana Lesjaka in Andreje Eržen, sicer rednih udeležencev JSKD-jevih razpisov. Kaj je bilo za tokratno razstavljanje glavno vodilo, glavna ideja, vemo, tematika Videz Stipnega? Ja, mene v glavnem tekstura, Kar se mojega dela tiče, jaz sem itak zelo veliko ukvarjam z tem, kar je samim prostorom, in ta prostor je seveda v slikarskem jeziku povezan tudi s teksturo. Se pravi, kaj spredi, kaj zadaj. Mene je to sicer res kot ustvarjalka se ukvarjam z različnimi pristopi, od slike do inštalacije, do grafike, risbe itd., ampak v tem primeru je pač tekstura bila tista glavna, ki je ena izmed vodilnih izrazov likovnega jezika. Nekako sem razmišljal o tem, recimo, se pravi, ta moja slika je narejena na bazi rož, se pravi, gledal sem, kako ima ta, se pravi, fuksije, kakšne ima odtenke. Zelo neverjetno, ker v bistvu kako prehajajo te roza v zeleno, to je, se pravi, slikarsko praktično nemogoče. Prva postavitev regijske razstave je bila sicer v Zagorju ob Savi v mesecih decembru in januarju. V februarju pa je sledila nato druga postavitev v galeriji Sora, ki tako počasi stopa v ospredje kot osrednji občinski galerijski prostor. Jaz sem praktično vodil galerijo v MKC Medvode in v Jedru 20 let, in se mi zdi, da je pač zdaj v Sori to enkraten prostor, ki bi Medvodega tudi mogli imeti. Moram priznati, da sem prvič tukaj in je super prostor. Zelo prijetno sem presenečena, res je lep galerijski prostor in res bi ga bilo fino na nek način čim bolj spromovirati. Sej ena izmed takih promocij je že takšna razstava, kot je zdajle, in dejansko super zadeva, super. Super so tole naredili, je pravi galerijski prostor. Zaključnega dogodka v galeriji Sora, ki sta ga s krajšim koncertom popestrila člana dua Sorharmonika, se je udeležil tudi novi vaščan Sore, priznani slovenski kipar, scenograf in režiser Miha Knific, ki je priznal, da bi si v tem prostoru želel nekoč razstavljati tudi sam. Kar me je najbolj impresiralo, so, da koliko je pokrajin in koliko pokrajina še vedno v bistvu funkcionira tudi v sodobnem slikarstvu. Tako abstraktna kot to sem kar presenečen, da toliko se še to slika.
ker eno obdobje se je pokrajina skoraj čisto izginila, v bistvu se je čisto abstrahirala, pa v bistvu zdaj pa vidim, da se na nek način vrača nazaj, kar je ful lepo. Vse regijske razstave si je ogledal državni selektor, akademski slikar Robert Lozar, ki je izmed 226 del izbral 55 del. Ta bodo junija predstavljena na 8. državni tematski razstavi Videz Stipnega v galeriji Murska Sobota. Oddajo pa nadaljujemo z najboljšo športno novico letošnje zimske sezone, zaradi katere si želimo, da se ta še ne bi zaključila. Čestitke. Na prvem poolimpijskem sprintu svetovnega pokala v finskem Lahtiju je Anamarija Lampič namreč znova tekla v velikem finalu, kjer je osvojila 5. mesto. Nedeljo je sledila še tekma na razdalji v klasičnem koraku s posamičnim štartom. Lampičeva, edina slovenska predstavnica, pa je osvojila 15. mesto. Karavana se v tem tednu meri na Norveškem, kjer pa je ravno danes v Dramnu potekal sprint v klasični tehniki. Anamarija pa je s 3. mestom poskrbela za nove stopničke v letošnji sezoni in se s tem še utrdila na 2. mestu skupnega seštevka svetovnega pokala v sprintu. Sezona se prihodnji vikend zaključuje v švedskem Falunu, saj je bila zaradi protivojnih ukrepov v Rusiji odvzeta organizacija sklepnih preizkušenj sezone v Tjumenu. Medvoški policisti poročajo o obravnavi 3 prometnih nesreč. Ena se je zgodila v Medvodah zaradi manjše škode in sprejemljivih okoliščin, pa so policisti odstopili od ogleda. Drugo nesrečo so obravnavali v Mošah in povzročitelju zaradi neupoštevanja prednosti na kraju nesreče izrekli globo. Tatovi so na vrju z delovnega stroja ukradli dele stroja. V Medvodah je nekdo poskušal ulomiti v vozilo, a mu to ni uspelo. Policisti pa ponovno poročajo tudi o goljufiji prek spleta, ki se je zgodila v Medvodah. V Goričanah je prišlo do izliva naftnega derivata v kanal meteorne vode. Policisti še zbirajo obvestila in ugotavljajo, ali gre za izlitje ali za nameren izpust. V vsakem primeru pa bodo po zaključku preiskave o tem obvestili pristojno tožilstvo v Ljubljani. Zaradi pogostih vlomov na območju, ki ga pokriva celotna policijska uprava Ljubljana, vas še enkrat opozarjamo, da bodite pozorni na sumljive osebe in vozila. Vlomi se dogajajo predvsem v večernem času med 16. in 21. uro. Voznike spet opozarjamo na pravilno parkiranje. Parkirajte le na za to namenjenih površinah, seveda pa v vozilih ne puščajte vrednejših predmetov. Voznike motornih koles, 4-kolesnikov in kolesarje z gorskimi kolesi pa opozarjamo na omejitve pri vožnji v naravnem okolju. In očitno ne bo odveč niti opozorilo uporabnikom spletnih storitev, predvsem poslovnim uporabnikom, previdno pri posredovanju informacij ter nasploh pri komunikaciji s poslovnimi partnerji. Bodite pozorni na vse morebitne spremembe in seveda še posebej pazljivo preverite, komu nakazujete denar. Policijska uprava Ljubljana vas vabi tudi, da jim sledite na njihovi Facebook strani. To je vse, kar smo vam pripravili za danes. Spremljajte nas tudi prihodnji teden. Imeli vam bomo kaj poročati. Na snidenje.